Pozdravljeni še ob Slovenski kroniki. V Velenjskem zdravstvenem domu se razmere že nekaj časa zaostrujejo, tako kot od drugod tudi od tam odhajajo zdravniki in zobozdravniki, a so kljub temu za 35% povečali število zaposlenih. Vse več dela imajo tudi v tamkajšnji reševalni službi, zato se je vodstvo zdravstvenega doma odločilo, da podpiše pogodbo z zunanjim izvajalcem reševalnih prevozov. To je izzvalo pomisleke zaposlenih reševalcev, slišati pa je tudi očitek, da poteza ni bila usklajena z mestno občino Velenje. V tem tednu bi moral pogodbeni izvajalec že opravljati prevoze za zdravstveni dom. Zaposleni reševalci pred kamere ne želijo, povedo pa, da še vedno nimajo urnika, skrbi jih za delovna mesta in sprašujejo, ali jih bodo izgubili zaradi zunanjega izvajalca prevozov. Ne drži, absolutno ne. Moram reči, da tu v zadnji očitno neka druga igra, ne pa strah pred izgubo zaposlitve, ker gre tu v tem primeru za 2-3 zaposlene. 18 vseh v pismu se sprašujejo, ali bodo imeli nižje plače, jim bodo vzeli dežurstva, praznike. Potrjujejo, da imajo vedno več dela, tudi bolniškega staleža, da pa bi moralo vodstvo dodatno zaposlovati. Zdravstvena zavarovalnica že leta ne dovoli povečevanja teh programov. Naš obseg je pa tudi do 200% na leto višji. Reševalna postaja bi se morala širiti, a prostora ni, stroški se večajo. Pa je za ustanovitelja odločitev o zunanjem izvajalcu primerna? Določene odločitve so pa mogoče z ekonomskega vidika seveda sprejemljive, z družbenega pa nekoliko manj. V svetu zavoda ima mestna občina 2 predstavnika, zaradi podpisa pogodbe, zunanjim izvajalcem pa bo potrebno Iskati način, kako bomo javnosti znali povedati, ali je zadeva seveda dobra ali je mogoče nekoliko manj dobra in da gre vse skupaj res v smeri privatizacije. Kar se tiče pa zaposlenih, pa zelo jasno tudi iz tega mesta povem, da zaposlene bomo zaščitili. Ne bodo dovolili izgube delovnih mest v reševalni postaji. Zdravstveni dom